Šala za starše. V Sloveniji naj bi bil neploden vsak 6. oziroma 7. par. Skozi postopek zunajtelesne oploditve gre pri nas letno približno 3000 parov, na leto pa se s pomočjo teh postopkov rodi približno 1000 otrok. V postopku zunajtelesne oploditve je bila tudi Nika Mori, najina današnja gostja Šale za starše. Nika, živjo. Živjo. Hvala, da si se odzvala povabilu. Hvala za povabilo. Kako si? Super sem. Iskreno, res sem super, polna sreče, veselja, ogromno enih pozitivnih občutkov. No. Zakaj? Zato, ker sem noseča. Ja. Si že začela s podatki o sebi, povej nama kaj več, še kdo je Nika Mori? Si noseča, to očitno res življenjska cilja, ne? Ampak že to je dobra stvar, no. Drugače, zakaj mi je to toliko, no, meni pomeni, vsaj nama, no, zato ker sva se predtem 4 leta borila z neplodnostjo, tako da zaradi tega je ta pot trenutna še toliko bolj sladka. Nika, 4 leta sta si želela zagledati 2 črtici, 4 leta sta si želela postati starša. Zakaj ni šlo? Mislim, zakaj ni šlo? Faktorjev je ogromno, ne bi zdaj dala enega razloga, oziroma da je nekdo nekaj krivo, ker pač faktorjev je ogromno in neplodnost je v tem trenutku po svetu tako pogosta, da karkoli lahko gre narobe, pa pač, oziroma prej bi rekla, da mora toliko stvari prav, da rata sploh. In pri nama je bilo tako, da na začetku itak, ko se ti zaljubiš, se potem poročiš, preseliš, ne razmišljaš o teh stvareh. V bistvu bolj kot ne v 20-ih se izogibaš pogovorom in sploh ne razmišljaš, oziroma se trudiš, da ne bi zanosil, ker buhvar, če ne si pa premlad. In potem, ko enkrat začneš razmišljati o družini, tako kot sva mi dva, pač nisva niti pomislila, da bi lahko šlo kaj narobe. Jaz sem pa tak tip osebe, človeka, ki rada preveri. Jaz sem rekla, jaz nočem zdaj, da 5 let se mi dva nekaj trudava, pa čakava. Po enem letu, sva se dogovorila tudi z ginekologinjo, ko sem šla na pregled, da bova po enem letu se šla malo pogledat. In v bistvu je bil, najprej sva naredila spermiogram, in že takrat slika ni bila najboljša, tako da potem zaradi moje starosti in koliko časa sva se trudila in spermiograma nas je napotila na kliniko za neplodnost in tam se je pač naša zgodba tudi začela. 4 leta. Se pravi, 1 leto sta poskušala naravno, po naravni poti in potem še 3 leta, preden je prišlo do uspešne zanositve. Tako. Sta poskušala z postopki. Tako. To je pa... Koliko je to v številki postopkov? Mi dva sva imela 5 postopkov. V 5. postopku je ratalo. Od 6, ki so mogoče prek napotnice. Ki so tako financirani strani zavarovanja. Tako da zdaj sva že malo čutila to pritisk. Malo, ja. Čutiš, da se počasi bliža k koncu in da boš mogel poseči globoko v žep, če se boš hotel še naprej truditi. Čutiš ta pritisk, ampak ja, sva ostala kljub temu skozi ves ta čas zelo pozitivna in sva upala na najboljši, da bo ratalo, no. Ampak Nika, kako sta se podala recimo na to pot? Verjetno polna nekega upanja in potem, ko pride prvič oziroma negativen test, menstruacija, pa drugič, pa tretjič, pa četrtič. Ja, v bistvu je bilo tako, da ko sva se prvič podala, res sva se ful pripravljala na to. Jaz sem že prej si dobila psihološko podporo, ful sem se tako pozanimala, prebrala enih stvari, kot da bi se pripravila na en maraton. Ampak vseeno sva pa šla v to z neko mogoče naivnostjo, da ko si ti tam... Bo pa mogoče sprint. Ja, da bo to ful enostavno, da bojo oni to v bistvu oplodili v laboratoriju in kaj enkrat to zrihtano, ki je ta zarodek narejen, to ga dajo noter in to se prime, to ni druge, Kje sem jaz pomislila, da je dejansko uspešno samo 30% in da z leto to še upada, in da mogoče ne bo tako enostavno. In prvič je bilo fizično predvsem zelo naporno, psihično sem bila še tako, ni problema, bomo pa drugič. Imela sem tudi veliko celic, kar nekaj zarodkov smo naredili, tako da sem rekla, Potem pa vsak neuspešen, ki se niti primene, ki niti do pozitivnega testa ne prideš, te pa vsakič
bolj zaboli, bolj te ubije, bolj vsakič rečeš, a sem jaz kriv, a delam kje narobe, a živim mogoče narobe, a premalo spim, a imam preveč stresa v življenju, a sva midva, ne vem, kaj bi lahko še naredil. In bolj, kakor se trudiš, bolj si v stresu. Bolj si daješ ta pritisk na se. Tako da to je tista teža, ki se potem z leti nabira. Nika, ste imela kdaj pogovor na tej točki, na katerikoli točki, o tem, kaj pa če otroka ne bo? Ja, veliko sva imela tudi takih pogovorov. V bistvu mi dva sva bila že od začetka odločena in prepričana in sprejela sva misel, da tudi če ne bo prišlo do tega, da bo to popolnoma okej, da sva v redu, da sva zadostna eden za drugega in da potrebujeva en drugega, da sta srečna in da tudi če ne bo v redu, bo okej. Tudi veliko sva se pogovarjala o drugih opcijah, kot je na primer posvojitev, darovana celica, in oba sva se strinjala, da si tega ne želiva, da je to žal pač najina edina opcija. In sva rekla, okej, če ne bo, pač ne bo. In tudi nisva si sicer časovnice dala, ampak sva rekla, dokler bova zmogla psihično, fizično, do takrat bova se trudila, ko pa enkrat bova videla, da je preveč, se bova pač rekla, to je to. Ker vseeno nisva hotla, da bi bilo zdaj celo življenje posvečeno temu, ker življenje je kratko, želiva ga uživati. Je pa težko, je pa zelo težko, zato ker kljub temu, da si to govoriš, pa da si rečeš, pride trenutek, ko te kar zlomi, ko padeš skup, ko solz ni dovolj in ko te vseeno nekako ful prizadene, ta neuspeh. Ne? Kljub temu, da ti si pred tem čisto okej in rečeš, ja, se tudi če ne bo v redu. Ampak pa, ko pride do tega, da ni v redu, pa res ni v redu. Sva se vedno pobrala, sva vedno potem nazaj, a ne, ampak je to res, res težko in veliko sva mogla delati eden na drugemu, na sebi, na najinem partnerstvu, veliko je bilo dela še zraven prisotnega, da sva pač lahko hendlala vse te stvari, da nisva padla v neko spiralo negativizma. Ja, kakšna je preizkušnja to za nek par, ko greš tolikokrat skozi toliko slabih novic, ko si že na tej poti in potem te spet nek zid ustavi? Ja, ogromno. Pač preizkušnja je tudi zato, ker jaz bi bom rekla tako, nihče ne razume bolj kot ženska, ki je v tem postopku. Moj partner, moj mož je poskušal na vse načine, on mi je stal ob strani, hodil z mano na preglede, me je objel, kar sem rabila, kuhal mi, vse mi je delo, kar sem jaz rabila, ampak on ni razumel, ni mogel razumeti. Ker fizično tega ni doživljal. Ne, ni mogel. In kako je težko za njih, zato ker po eni strani se počutijo nemočne, po drugi strani morajo sprejeti, da tam so, lahko delajo kakor lahko in potem je vse odvisno od ženskega telesa, nažalost, skoraj, no. Potem si tukaj ti, ki imaš v sebi neke psihične borbe, ki jih noben ne more razumeti, in potem sta tukaj vidva, ki vaju postopki počasi začnejo dajati narazen. Tako čustveno, tako kot vse gre, v bistvu vse te nekako začne razdvojiti. Ne? In mi dva sva veliko delala, da sva ostala skupaj v nekem mehurčku, da nisva pustila, da naju okolica, postopki, pregledi, neuspešni postopki, da bi naju recimo ločili. Ker vidiš v teh postopkih tudi pare, ki že vidiš v čakalnici, ki jih je, ki ne komunicirajo, ki verjetno so pač zaprti vsak v tem svojem svetu. Ja. Ampak si tudi zaradi tega, ker si rekla, da nihče te ne more bolje razumeti kot ženska, ki je v enakem postopku začela s to tvojo zgodbo tudi javno deliti, da bi se ženske dobile, povezale, da si tudi ti lahko podpora, opora drugim ženskam. Ja, to je bil eden izmed razlogov. Razlogov je bilo več. Eden je bil ta zato, ker sem rekla, mogoče lahko to komu pomaga, kakor bi pomagalo meni, ko sem začela, ko sem se počutila sama. Takrat ni bilo nikogar? Ne, pač tako je. Vem, da so posameznice, ki so mogoče potem objavile svojo zgodbo, ali pa ko je prišlo do pozitivnega izida, ne? Ali pa eno mogoče še poznam, ki je tudi povedala, ki je bila, ki je javno povedala svojo zgodbo, ampak nikogar nisem videla, da bi pokazal, kako to izgleda, kako izgleda postopek, da bi v živo kazal, kam moraš iti, kaj moraš narediti, koliko približno traja od enega pregleda do drugega. V bistvu sem si pomagala bolj kot ne s TikTokom in s temi socialnimi omrežji oziroma z neko drugo literaturo. Sej bereš tudi, ne vem, zdravstvene oziroma znanstvene članke, ampak to je vse tako strokovno, da je zelo težko razumeti. Tako, in je težko tudi videti, kako to deluje v praksi in kako deluje v Sloveniji. Tako da to je bil eden izmed razlogov. Drugi razlog je, da
pač sama imam neki izkušenj s socialnimi omrežji in sem rekla, verjetno mi bo lažje nekako filtrirati, če bo prišlo do negativnih komentarjev, ki jih dobiš, če bo prišlo do dodatnega stresa. Tretja stvar, ki me je pa tudi v bistvu pognala, da gremo v to, so pa tudi neprimerni komentarji, ozaveščanje o sami neplodnosti in o tem, da mi je šlo na živce, da je pač to nek tabu, da se o tem ne govori, da če sem komu povedala, da sem v IVF postopku, da je bilo njemu nerodno in da je on meni začel dajati na svete, ki jih ni rabo, ki nisem niti prosila. In sem ful razmišljala o tem, da ljudje očitno mogoče ne vejo. Mogoče pa rabijo sam vedeti. In sem rekla, če jaz lahko o tem govorim, zakaj pa ne bi, če ima možnost. Ne? In sem se pripravila na to več kot 1 leto. Mož me je podpiral, skoraj noben drug me ni podpiral pri tem. Družina je rekla, zakaj rabiš to? Ja, vsi so bili bolj Bodi v svojem miru in lepo pričakuje. Tako, nič slabo namerno, vsi so hoteli zelo dobro, pač so hoteli, da imam čim manj stresa. Ampak jaz sem imela nek ta svoj notranji občutek, ki sem mu potem na koncu sledila in je bila to res lepo, res je bila dobra odločitev, zato ker jaz sem toliko dobila od tega, toliko ene pozitive, toliko enih lepih zgodb. Ja, saj dobiš neke nasvete, ki jih ne rabiš, neke neumne komentarje. Ampak to pač znaš filtrirati in vzameš samo lepo, samo tiste te lepe, dobre energije, vidiš, da imaš eno skupnost na koncu, ki mi je res zelo pomagala tudi pri tem. No, in moram reči, da je sigurno je tudi to pripomoglo, da sva zdaj v takem srečnem stanju. Ne, ker se mi zdi, da rabiš veliko poguma tudi za to, da deliš neko tako zelo intimno stvar s celim svetom. Govoriš tudi o partnerju in o spermiogramu in tukaj pogosto je moškost na tem področju krhkejša, ne? Pa se izkuša zaščititi v smislu, z mojim partnerjem je vse v redu, tudi če mogoče ni. Ja. Tudi ženska ga skuša, že njegova čustva na nek način obvarovati, ker ti si, kot praviš, v svojih nekih bitkah v glavi, verjetno te želje po materinstvu v postopkih ne moreš ugasniti. Je to neka misel, ki je s tabo cel dan? Ja, 100%. Kar se tiče spermiograma moške neplodnosti, moška neplodnost je prisotna, je zelo, zelo pogosta. 1/3, ne? Tako. Jaz razumem, da je s tem tudi gre za nek moški ego, težko je njim to razumeti. Hkrati so zelo nemočni, ker ni veliko stvari odvisnih od njih. In mi dva na začetku, tudi ko sva začela razlagati, jaz sem vedno poudarjala, ne zato, ker bi ga hotela zaščititi, ampak zato predvsem, ker načeloma mi je bilo čisto vseeno, čigav faktor je bil kriv ali pa ne kriv, oba sva. Tukaj sva oba neplodna. In jaz sem vedno razlagala, oba sva neplodna. Zdaj, sveda, potem ti enkrat poveš svojo zgodbo in si javen, valjda te tudi vprašajo, kljub temu, da načeloma vsak je poseben, vsak ima svojo diagnozo in jaz vedno pravim, ne se primerjati z mano, prosim, ne se primerjati z nama, karkoli sva mi dve delala, ni nujno, da bo to pomagalo nekomu drugmu. Ampak pač zanima seveda, kaj je, in tukaj je vseeno veliko faktorov. Je moja starost, imela sem pregrado, zmeri manj celic, ta ovarijska rezerva se mi zmanjšuje, imela sem tudi težave s ščitnico, tako da in kup drugih faktorjev, plus seveda slab spermiogram. Tako da pri nama, načeloma brez IVF-a itak po moje ne bi šlo, mogoče bi se nam njen čudež zgodil po nesreči, ampak ne vem, mi dva nisva hotela prepustiti na ključju. Meni je zelo pomembno in tudi sem, ko bi rekla, če slučajno mojemu možu ne bi bilo, seveda bi jaz to prilagodila, ker delava vse odločitve skupaj in seveda to, kar sem jaz naredila, je bila moja izpostavljenost in jaz nisem hotela njega spravljati v slab položaj. Vsi pogovori so se odvili prej, vse sem se v bistvu tudi vprašala sem ga, kako se počuti, a mu je to v redu, a mu se mu zdi to primerno. In je bil dejansko ful pozitiven, ful je bil zato, kar mi je, ko bi rekel, v nasprotju z vsemi ostalimi moški, kar jih poznam, ampak tudi zato, ker je tudi sam bil mnenja, da je prav, da se o tem govori, da to ni nič kaj takega. Tako kot ženska neplodnost ni nič kaj takega, tako moška neplodnost ni nič kaj takega. In pač dejansko zato tudi o tem danes z vama tukaj govorim, zato ker sva se oba tako odločila in se mi zdi, da delava vseeno nekaj dobrega v tej smeri. Zagotovo je to doprinos tudi tej skupnosti, ki jo gradiš, ki jo gradita skupaj, ampak nista pa poskusila prej še s to inseminacijo, ki je pač ta postopek vmes. Inseminacija dejansko pomeni, da samo spermo stavijo noter, brez da bi dejansko oni sami v laboratoriju poskusili oploditi. Ne, mi tega nismo naredili, zato ker so nam zdravniki že takoj v štartu svetovali IVF, zaradi vseh faktorjev, ki sem jih ravno kar naštela. Takoj so rekli, se pravi,
ni bila že od začetka dobra diagnoza, ker če ne najdejo nekih stvari, ponavadi grejo v IUI, a ne? Medtem ko pri nas so tako rekli IVF. Tako da, ja, niso bili super rezultati, ampak je treba ostati pozitiven. No? Se pravi, 3 leta postopkov. Vsaj 3 leta. Injekcij. Koliko injekcij, koliko, ne vem, alarmov, kdaj moramo to injekcijo, kdaj gre na stop injekcijo, koliko vsega tega sta si, ne vem, zapisovala, shranjevala, ker včasih vidimo ljudi tudi na družabnih omrežjih, ki objavijo nosečnost in potem naredijo, ne vem, srček iz teh vseh igel. Škatle igel. In iz vsega tega in potem tale ultrazvočni posnetek. A je to tako, ali sta pač to vse skupaj samo pozabila in je to? Ne, to je del najnega življenja, to je ena zelo posebna zgodba za nama in mi dva imava zdaj po moje, če ne 3-4 škatle injekcij doma. Imam pa tudi mapo, eno tako ful debelo, po moje toliko debelo imam mapo doma, ki je v bistvu z vsemi izvidi od začetka do konca in sem jo ves čas nosila s sabo, zato ker sem se skozi bala, da bi kaj spustila, a ne. Tako da ja, jaz sem si tudi pisala vse postopke, pisala sem si, koliko smo imeli kaj, jaz sem bila zelo dovzetna, sem pač bolj organiziran človek, tako da sem rada vse to imela porihtano, je pa veliko, se pravi, tvoja služba postane IVF, tvoj vsakdan postane IVF, tvoje življenje postane IVF in razmišljaš o vsemu, vse je splanirano okoli tega, vsi dopusti, cel tvoj urnik. Nedeljsko kosilo izleti. Vse, popolnoma vse, zato ker pač ti imaš zvečer injekcije, včasih so injekcije 2krat na dan, potem si daješ vaginalne kapsule, potem jemlješ prehranska dopolnila, lahko imaš tudi neka zdravila, imaš preglede, ultrazvoke, zdaj vi poznate verjetno te ultrazvoke, če so čez trebušček, ne? Te niso čez trebušček, so vaginalni. Zdaj si predstavljate, koliko pregledov ti imaš v kratkem protokolu, imaš recimo po 10 dnevih injekcij, imaš na 2 ali pa 3 dni ultrazvok, da ti gledajo velikost foliklov. In jaz sem imela včasih tudi po 4-5 ultrazvokov v tem času, a ne? In zdaj to je samo en kratki protokol. A ne, koliko pa potem še za kako operacijo, pa še za druge preglede, pa še za vsak postopek in to ni nujno vsaki čisti zdravnik, to so še sestre zraven, študenti zraven in se počutiš, kot je ena laboratorijska podgana. Nika, kolikokrat si bila noseča? Nikoli. Prvič sem zdaj. Nikoli prej. Peli nam do trenutka, ko je nastal tisti videoposnetek, a so bili že prej videoposnetki, kjer pa ni bilo te sreče? Kako? A si čutila, da si noseča? Kako je to? Joj, to je tako smešno, da je ful težko že sploh povedati. V bistvu eden posnetek je, ker sem ga tudi enkrat dala na story, zgledam grozno, v pidžami sem ob 10 zvečer, mislim, da je posnetek v kuhinji, tema je in v bistvu sem se posnela, ker sem prišla iz kuhnje, iz kopalnice z negativnim testom in sem pač rekla, nič ni, pokazala in to je to. Takrat sem se posnela, ker sem dejstvo je, da veliko testov nisva uspela sploh narediti, zato ker je tako, prehitro je prišla menstruacija, jaz sem jo vedno dobila skoraj na rok. Že to mi je bilo težko, ker joj, pa dej se vsaj malo zamakni, vsaj neko upanje. Ja, vsaj dej mi nekaj. In vsakeč je prišla tista bolečina, menstruacija, vsakeč. In tudi tokrat v 5. postopku pravijo, ne vedno, ne vem, moraš biti sproščen, pa takrat karata odklopaš. Jaz sem bila v takem stresu od oktobra naprej in imela sem histeroskopijo, laparoskopijo, 4. postopek, brez nobenih zarodkov, brez nič in šla takoj v dolgi protokol. Se pravi, to je bilo vse od oktobra do februarja. Dolgi protokol je odvzem jajčec? Dolgi protokol je novi postopek. Se pravi, jaz sem imela 2 postopka v roku 2 mesecev. Ko sem šla, jaz sem imela tako občutek, ker sem nekaj, jaz ne bom čakala, jaz ne bom delala pauze, jaz grem takoj naprej, ampak v kakem stresu sem bila jaz, ne? In se pravi, dolgi protokol, to je itak zgodba zase, ampak res sem imela naporen dolgi protokol plus komplikacije na koncu in sem bila res v velikem fizičnem tudi stresu, tako da, ko sem jaz v bistvu zanosila, jaz res nisem čutila tega, jaz sem čutila boleče jajčnike, jaz sem čutila bolečino v trebuhu in sem že rekla, jaz bom imela menstruacijo, to je sigurno. Vsem sem govorila, da ker je bila ista bolečina. Simptomi podobni. Isti simptomi. Pač vsi mislijo, jaz sigurno nisem vedela. Edini pokazatelj, da bi
da je pač neki drugač bilo, je, da sem bila na kavču in mi je en dan Žiga rekel, Nika, ti meni izgledaš noseča. To je bilo 2 dni pred testom. In jaz sem bila tako, kako? V trenirki s figo na glavi, od kje? In on tako, ne vem, nekim se mi svetiš, kao sijem. Sem rekla, pa kako? In je rekel, ne vem, ne me vprašati, ne vem. Ampak on je bil vedno pozitiven, tako sem rekla, to kar nekaj govori. Res, tako občutek sem imela, da bom dobila to menstruacijo, da sploh nisem pomislila. In potem meni je rekla zdravnica, da naj ne delam testa prehitro, ker včasih je pozitiven test fake, a ne? In je rekla, deli ga tam nekje 11. dan, malo pred krvnim testom, če ga bo že delala, ne sama. In midva bi mogla za vikend nekaj snemati, imela nekaj za posnet. In sem rekla, en dan prej sem rekla Žigcu, lih so taki lepi sončni dnevi, jaz bi rada imela soboto fraj. Jaz pač nočem nič delati, jaz bi rada, da greva na zajtrk, da greva na sprehod in da sva fraj. Ne vem, jaz nisem razmišljala v tistem momentu o testu, jaz sem samo želela imeti fraj in neko mirno jutro. In mi dva res greva ven, greva na sončka, greva na toast in prideva domov lih za kosilo. In jaz se spomnim in rečem, Žiga, a bova mi dva delala danes test? In on tako, pa dejva. In toliko časa ga že nisva, po mojega 1-2 leti nisva delala, pač da sva mogla brati navodila. In prav na posnetek je tako 15 minut, ker jaz sem pač rekla, če sem že zrihtana, ker sem bila od zunija, ne, bom pa še posnela, ne, pač bo kar bo, če ne bom pa pač imela za svoj arhiv. In jaz postavim tam kamero, to je bilo 15 minut, on bere ta test, odšteva, koliko časa moram jaz to noter namočiti in vse. In pridem in jaz nisem hotla pogledati, ker sem se bala, da bo še zmeri ne mlelo. Jaz sem hotla, da kadar bo tako in da vem, ali je ali ni, ker je lažje, ko to bliž, da sam otrgaš, ne. Prav, tako tresla sem se, ful sem bila nemirna in pa mi dva pač pogledava in je bil plus. In prvič sva mi dva doživela plus. In meni se je samo vse odvalilo od srca, pač ne vem, ne znam vam povedati. To je kakor, da bi se mi eno neznansko breme odvalilo dol en ogromen kamen in Žiga me je samo objel in seveda sem se morala prvo zjokati, ker sem dala vsa ta čustva, ker sem človek, ki vseeno drži veliko tudi v sebi in v bistvu tisti dan je bil prav no. V bistvu sva se cel dan, sva bila zelo čustvena in sva občutila tista 3 leta, ki sta prišla za nama in koliko sva si to želela in koliko truda je bilo vloženega in koliko je bilo vse skupaj vredno. Toliko sva, ja. In potem sta si rekla, da bosta uživala, ali te je bilo kaj strah, da boš uživala v tej nosečnosti, ali je pol bilo že takoj ta... Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj, ne? Kaj naj delam, da se bo to obdržalo? Mislim, ne? Večina so me spraševali, če sem zdaj v stresu, kaj če. Nikoli nisem bila noseča, hvala Bogu nisem doživela nobenega splava, zato mogoče tudi nisem imela tega strahu, ampak jaz sem takoj, ko sem videla tisti plus, sem vedela, to je to. In jaz vem, da bo vse v redu, jaz vem, da bo vse okej, drugače tudi čutim spol, vse vem, ampak dejansko... Veste na papirju? Ne, sama vem, pač. Če se motim, v redu, ampak res presežem, jaz imam, ne vem, tak občutek imam, da vam ne znam povedati. Mogoče se res motim, veliko žensk se zmoti. Ampak bi si dovolila kupiti oblačila modre ali roza barve, ker veš, ali pa pobarvati sobo? To ne, mislim... Najbrž bo bež. To bi rekla, zato ker jaz nisem za modro ali pa roza. Ampak ful bom vesela, če bo drugo, ful bom vesela, zato ker oboje mi je top, pa tudi dejansko mi je najbolj pomembno, samo da je zdravo in da je pač, da je vse okej, ampak jaz pač ne vem, ne znam vam povedati, jaz vem, da bo vse okej. Jaz takoj, ko sem vedela tisti plus, sem rekla, to je to. To sva čakala in to je to. In zdaj sva lahko mirna. In dejansko nisem dopustila sploh, da me kdorkoli vrže iz tega najnega mehurčka, ne z pripravta se, ker ne osta nič spala, zdaj vaju čaka, pa dej počaki. Pa končno, če čakate na to 4 leta. Si čakala do Nuhalne, da si povedala ostalim? Ne, mi dva sva takoj povedala. Koliko časa si zdaj noseča? Zdaj je že 13 tednov. Tako da smo že skoraj da v drugem trimesečju.
Tako da ta hudo, ali sploh ni ta hudo, jaz ne bi rekla, če si ti enkrat v IVF-u tega pač hudega v prvem, mislim, saj jaz nisem doživljala, tako jaz sem doživljala vsak simptom z eno veliko mero hvaležnosti in pozdravila sem vsako slabost in vsakič, ko mi je šlo na bruhanje, sem bila vesela, tako da pač ne znam vam povedati, meni je čisto vseeno, samo da se mi to dogaja in da sem pač v tem stanju. Nika, kako gledaš na pot do svojega otroka? Kako gledate s partnerjem? Je to hvaležnost, je to hvaležnost bolečino, je to ljubezen? Ne bom rekla, super, da sva to doživela, boljš bi bilo, če ne bi, ampak naj jo je povezalo, naj jo je zbližalo, ceniva vsak trenutek mogoče malo bolj, kot bi ga, ne vem, mogoče, če bi bilo lažje, ne vem. Vem pa, da je to življenje. Vse, kar pride, si moraš vzeti, kakor lahko, z najboljšo mero pozitivnosti in samo gledati na naslednji korak. In to je to. Jaz, ko živim in sem rekla, ne bom zdaj se primerjala z drugimi, ne bom govorila, zakaj njemu lahko, zakaj meni ni. To je prišlo v najno življenje, to je del življenja, rešila sva, super, gremo naprej. Verjamem, da bo prišla sigurno še kakšna prepreka v življenju in verjamem, da jo bova še naprej z enim partnerskim odnosom in z veliko mere pozitive tudi rešila. Kako je bilo pa recimo s zdravstvenim osebjem? Kakšna je bila tam podpora, kako so vas razumeli? Pogosto se pogovarjava z Uršulo tudi še s kakšno drugo punco, žensko, ki je šla skozi ta postopek, ki je šel par skozi ta postopek in pravijo, kako zelo pomembno je, da so človeški. Ne? Vemo, vsi so strokovnjaki, ampak da te znajo tudi objeti, ko je težko, da te znajo lepo sprejeti. Kako je bilo vama v teh postopkih? Kakšni ljudje so delali z vama? Mi dva sva bila v Ljubljani. V Ljubljani morate vedeti, da je ogromna masa žensk. Ogromna. Jaz, ko sem šla na pregled, nas je bilo včasih tudi 50-70 na vrsti. Ni zdaj, da bi bila vsaka lahko individualna obravnava. Ampak glede na to, koliko nas je bilo, sem jaz neizmerno hvaležna za vsako sestro tam, ker sem jih poznala že, ker so bile ene in iste. In so me pomirile, ker sem bila živčna, ker sem si napačno ustavila injekcijo. So me pomirile, ker sem imela 1000 neumnih vprašanj. So me objele, ker je bilo treba. So me pomirile in jaz sem tam našla in varno zatočišče, ker sem ga rabila. Bi pa tako rekla, sem dobila v tem postopku ogromno nasvetov, moraš nujno zamenjati klinike. Ni čudno, da ne rata, zameni kliniko, petja. Jaz pravim, mogoče ni vsaka klinika, vsako osebje pisano vsakemu na kožo. Ti moraš najti tam, kjer tebi najbolj odgovarja. Imamo 3 klinike, seveda, če ti ne ustreza, zameni. Ampak jaz sem se tukaj res fajn počutila in do mene so bile zelo človeške, zelo prijetne, je pa popolnoma normalno sklepati, da ne moram jaz biti individualno obravnavana kakor da je nekdo, ki je 10 pacientk na dan, ker nas je bilo preveč. Ampak res, jaz čutim neizmerno hvaležnost, ker res so imeli odnos in so ta prave tiste, ki so tam in sem se išla tudi pol zahvaliti, ker so mi olajšali to izkušnjo. Nika, malce skačemo, ampak opišite nam še občutke doživetja prvega ultrazvoka, potrditvenega. Tistega, kjer že vidiš, da utripa in da ima okončine in da Da nekaj je, no. Nekaj, kar reče, da je gummy bear, tisti ta prvi, ne, da tisti medvedek. Verjetno ste šla s partnerjem skupaj. Šla sva skupaj. Potrditveni ultrazvok je naredila moja zdravnica v zadnjih 2 postopkih neplodnosti, dr. Eva Skok. In je bil to zelo čustven trenutek. Dr. Eva je tudi, dr. Skok, je tudi bila ena izmed prvih ljudi, ki je izvedla, da sva noseča, ker jaz sem bila toliko vesela, da sem mogla nekako javiti. Ampak bil je zelo čustven moment. Seveda, da so bile solze, ker je nerealno, ampak ne samo prvi. Noro je, kako to iz tedna v teden raste in kako pol na nohalni je to že cel človek. Tu vidiš nose, krokice, to je noro. In to je v tebi noter. In to je v tebi. In to skače tam noter. In to v tebi raste. Mislim, svaka nam čas ženskam, kaj smo sposobne, kaj smo zmožne, ker to je tak čudež, da to je noro. Jaz sem
ganjena sem nad celotnim tem, ker prej si nisem predstavljala, nisem se niti ukvarjala z nosečnostjo, zdaj sem se ukvarjala z neplodnostjo, tako da zdaj se ukvarjam z nosečnostjo in res sem ganjena na to, kako lepo pač raste neko bitje v tebi. No. Ja, meni, ko je rekel partner, jaz sem ful danes utrujen, sem rekla, a si ti zgradil hostje danes? Točno to. Jaz sem včasih, ker sem bila ful, tako sarkastična, včasih sva se midva kaj pohecala, pa je rekel, moj zraven še trenira košarko, a ne, in včasih prišel res ful utrujen domov iz treninga, a ne, in pa je prišel, ampak to je bilo še, ker sem bila v neplodnosti, a ne, ampak sem se znala tudi pohecati z njim, in je prišel rekel, joj, koliko sem utrujen, sakaj, joj, jaz to, tolika ta injekcija, ne, pa si ni upal nič, ne, bogi reveš. Pa ti ne moreš konkurirati s tem, ne moreš konkurirati. Se sem bila mal nesramna, ampak sva se ful hecala tudi na to temo. Midva sva si pač znala narediti tako, da sva se pač tudi malo tako, no. Sprostiš. Ja, da sva se malo sprostila, da ni bilo samo tako hudo. Ko omenjaš svoje leta, koliko si stara in ali so pred teboj tvoje prijateljice že imele po 2 baby showerja? Je bilo kaj te zavisti spričo tega, da ko enkrat gledaš nove čevlje, vidiš, opaziš vse čevlje, ko si enkrat želiš otroka, opaziš vse vozičke, vse nosečnice. Vse so noseče, samo jaz ne. Ja, v bistvu vse moje prijateljice večina mojih prijateljic že ima otroke, jaz sem stara, zdaj bom 35, tako da že gre, no, moja ta rezerva se zmanjšuje, ker orenk, ampak to so botorovala tudi leta zdaj v postopkih, a ne, da se je to podaljševalo. Tako je. Jaz vem, da večina žensk se lahko tudi počuti krivo, ljubosumno na nek način, jezno, žalostno, ko izvejo za prijateljice, ki so noseče, in to je popolnoma normalno. Jaz mislim, da je to en najbolj normalnih občutkov, ki jih lahko doživiš. Jaz sega tako nisem doživljala. Jaz nisem, recimo, ko je kolegica povedala, da je noseča, jaz nisem tega čutila na ta način. Mogoče zato, ker sva se midva res toliko prej pripravljala na to, da sva se res že od začetka dajala v mehurček. In midva nisva se res primerjala z nobenim drugim. Že od začetka. In dejansko to, kar se nama dogaja, se samo nama dogaja. Nima veze, kaj se drugmu dogaja. In vedno sva na ta način gledala in mogoče zato sem tudi jaz tako razmišljala, ampak pravim, ni nič narobe, če se katerakoli ženska tako počuti, ker imam kolegice, ki so se tako počutile, imam IVF-ovke, s katerimi se pogovarjam vsak dan, ki se tako počutijo in je to nekaj popolnoma normalnega in naravnega. In noben se ne sme počutiti krivo, ker vsak doživlja neplodnost na svoj način. Meni recimo, ko sem jaz vedela, da je bila kolegica noseča, jaz sem se počutila veselo. Jaz sem tudi organizirala baby shower. Dejansko mi ni bil problem. Kje je meni postalo težko, ko so se te kolegice, ki imajo otroke, želele družiti z mano. Ker meni je bilo pa težko gledati otroke, družinska kosila, piknike, ko sva midva neplodnostni par, oni so pa družine. To pa mi je bilo težko. In to je bil moj vidik, to je bilo moj način razmišljanja, ampak jaz sem se soočala s temi čusi, sem rekla, to nima veze z mano, sam mi je bilo pa težko in takrat sem se jaz umakala. Pač pomembno je, da razumeš svoja čustva, jaz sem res jih predelovala ves čas in ko sem videla, da je bilo nekaj pretežko, sem rekla, meni trenutno to ne paše, mi ne ustreza, ker včasih ti mogoče malo bolj paše družba, s katero se lahko poistosvetiš in meni je bilo lažje se v tistem momentu mogoče pogovoriti z nekom, ki je imel iste težave kot jaz, ali pa mogoče, ki smo govorili o nekih popolnoma drugih temah, kot pa biti na pikniku z otroci. Ni bilo to vedno, ampak včasih mi je bilo res težko. Tako da vsak doživlja te občutke drugače, je pa vsak občutek normalen in ženske se res moramo samo nehati kriviti, ker je že tako dovolj stresa, ki ga sam postopek prinese in ne samo postopek, celoten ta aspekt neplodnosti je že zadost ogromen. Kako pa z družino, s prijatelji, tej krogi? Ne vem, se verjetno nič hudega slutečne, ampak potem, ko se enkrat poročiš, pa to te vprašajo, te začenjajo spraševati, kaj pa zdaj, kdaj bosta pa vidva, a je bilo to pri vama prisotno, ali ste že takoj vidva tudi povedala družini, prijateljem, gledajte, midva poskušava, ne rata?
Midva sva bila ful odkrita z vsemi že od začetka, sva tudi rekla, da bova 1 leto naravno in da potem greva na te preglede in v bistvu vse so vedeli. Mi smo zelo odprta taka družina, ki si tako povemo stvari. Hvala Bogu so bili tudi vsi dosti odprti, kar se tiče tega. Tako da ja, midva sva bila z vsemi iskrena od samega začetka, da sva v temu in so tudi vedeli, kdaj se je vse skupaj začelo, kaj se je začelo. Tako da tudi ni bilo toliko teh neumestnih vprašanj in nekih nasvetov, ker so bili z nama od samega začetka. Kjeri so bili pa najbolj bedni nasveti? Ne od prijateljev, družine, ampak tako pač nekih mimoidočih ali pa random ljudi? Ene, ki sem srečala, neke stare znance, 10 let jih nisem videla, sem jih srečala, sta razlagala, da imata otroke, kaj pa ti, imaš otroke, sem rekla ne, zakaj pa ne? In jaz sem tako v postopku, ne, in pa sem rekla, zato, ker sem neplodna. Ja, pač. Kako so odreagirali potem nerodni? Mislim, jim je bilo nerodno? So bila tako, res, ojoj, in pa sem rekla, pač sem v postopku IVF, in pa sem bila tako, bravo. To je bilo to, kar sta rekla. Pač fantje, pač kaj naj rečem. To je bilo še tako najbolj neumno, ampak drugače, ena me je res prizadela, no, moram reči, od ene znanke, ki smo bili nekje in je prišla do mene, je rekla, da je videla, da objavljam svojo zgodbo, svoje postopke in da čestitke in da ful lepo, da spremlja. In pol je rekla, pač da itak, da bo to ratalo, ampak da če pa ne rata, da pač imava vedno opcijo posvojitev. In potem midva so bila pač tam oba in sem pač rekla, ja, vem, da je to opcija, ampak da midva sva se veliko pogovarjala o tem in da za naju to ni opcija. In ni nehala in je rekla, da ne, da zakaj ne, da koliko je otrok. V bistvu mi je hotela vzbuditi neko občutek krivde, da koliko je otrok brez staršev in da jaz bi mogla potem vzeti enega od teh otrok in da zakaj ne. In potem mi pa še reče, pa se sigurno si boš premislila, če ne bo druge opcije. In to tik pred punkcijo, ki si ti s hormoni na visokem nivoju je bilo, nisem vedela, a naj grem ven, a naj se tam zjočem, pa sem res zelo taka oseba, ki se znam kontrolirati, pa znam recimo, ampak mi je bilo res, takrat mi je bilo ful težko. Sicer potem je rekel Žiga, zakaj pri vseh možnih komentarjih, ker res ogromno jih dobim, res tudi slabih komentarjev, zakaj ti je to toliko prizadelo? In sem rekla, mogoče zato, ker sem tik pred punkcijo, pa sem zdaj polna hormonov, ampak sem rekla, če enkrat povem nekomu, mi ni okej, da ta oseba vztraja in da me prepričuje v nekaj, kar si jaz ne želim, kaj si midva ne želiva. Tako da to me je najbolj zmotilo. Je bilo pa ogromno tudi nasvetov na TikToku, na Instagramu, na Facebooku, da jaz sploh ne vem, kaj pomeni neplodnost, ker nekateri so v tem 10 let in da tisti so šele tabogi. Se strinjam, da je grozno. Se ne primerjate, kdo je bolj bogi. Se ne primerjamo, točno to, ni tekmovanje. Potem je bilo, da naj grem ven iz IVF-a in teh zdravstvenih postopkov in naj se začnem ukvarjati z zdravo prehrano in z nekimi duhovnimi stvarmi. Potem je bilo, da naj se obrnem k Bogu. Potem je bilo, da nisva kompatibilna. Potem je bilo, da se preveč stresiram in da z vsemi temi objavami delam dramo in da bom ostala sama. Tako da, ja, v bistvu dobila sem ogromno takih komentarjev, ki sem jih potem samo lepo screenshotala in seveda anonimno objavila gor, da sem ozaveščala, kaj se ne govori in kaj definitivno ni primerno. Sem pa s tem spodbudila tudi ostale, da so svoje komentarje delili, ki so bili za bruhat, pač dejansko za bruhat. Od, ne vem, tudi bližnjih oseb, da ne vem, da če mu ne bo naredila otroka, da jo bo zapustil, to sem tudi jaz dobila drugače, do tega, da se izplav pa ni nič kaj tazga, ker vsaj zarodek ni toliko velik, da to je lažje in take stvari. In kaj sem jaz, ne res, prav se vprašaš, kaj se jim dogaja? Se prav vprašaš, kaj je z ljudmi narobe in dejansko jaz sem takrat odprla okno, da so vse punce delile in jaz sem se zgražala. Jaz sem po moje delila, ne vem, 10% vsega, kar so mi poslale, ampak to je bilo za bruhat. In delim točno s tem namenom, da se ljudje vprašajo, lejte, pač to ni okej, noben komentar ni okej. Če ti ne paša ta tema, pa če te ne zanima, ne rabiš komentirati. Točno to. Mislim, ne rabiš gledati. Zakaj te nekdo gleda, če Točno mu pač to. je to brez veze. Točno to. In isto je recimo, ko nekomu poveš, da je v IVF-u, to ne pomeni avtomatično, da on sprašuje tebe za nasvet. To je isto, kot če bom jaz rekla, jaz grem zdaj
ne vem, to pa to narediti, ne rabim na sveta, jaz samo povem, kaj je novega v mojem življenju, to je to. In ljudje morajo se začeti zavedati, da če te ne vpraša nekdo za nasvet, prosim, ne ga dati, res ne ga dati in najmanj si pa želim slišati od prijatelja, ki je šla na Maldive in je zanosila, ker se je odklopila, ali pa nekdo, ki se je napil. Jaz verjamem, da se je to zgodilo. Ampak jaz se ne primerjam z drugimi in jaz imam čisto drugo diagnozo, kot vsi ostali in prosim, nehte dajati, to zdaj vseh ostalih naslavljam, nehte dajati na svete, nehte govoriti neke zgodbe o ne vem komu, če vas nikdo, noben ne vpraša. Pač ne rabite, ker je samo slabš. In drugače, tudi tako, jaz se izogibam, da bi sploh komorkoli rekla, bo, ustraji do konca, bo, sigurno bo, ker ne moreš vedeti. Ne, in meni ni bilo lih prijetno. Zdaj v vlogi tistega, ki ga nekdo drug omenja v nekem drugem kontekstu. Namreč tebi je uspelo. V 5. poskusu, to vemo, to spremljamo. 13 tednov si noseča, o tem govoriš v 13. tednu. Sklepam, da si tudi ti zdaj del pogovorov v skupnosti parov, ki si želijo otroka. Ne? Pa praviš, ne želiš biti zdaj neka rešiteljica, ne želiš biti case study. Ne, jaz ne želim biti, da imam nek recept za uspeh. Jaz si mogoče sam želim, da bi se te ženske oziroma pari počutili manj sami. Sam to. Da mogoče najdejo nekoga, ki mogoče jim lahko nudi sam neko oporo ali pa če mogoče vidijo v nekem mojem, ne vem, postu ali pa kar delim ali pa tudi veliko krat mi napišejo na privat, da mogoče jim je kaj lažje, super, če jim ni tudi okej, kakor rabijo, ampak jaz ne želim, da se zdaj nekdo primerja z mano in da res misle, da če bo delal to, kar jaz delam, da bo to recept za uspeh. In veliko krat sem razmišljala tudi o tem, ker sem pač javno se izpostavila, kaj če se bom enkrat odločila, oziroma se bova odločila, da nehava. Kaj bo pol? A bo pritisk z vseh, ne, ustraji, nama je ratalo, dej, ustrajita, dej še malo. A bova dovolj močna, a bova lahko to hendlala, ta pritisk? Sva rekla, da ja, se zato sva tudi pol šla v to, ker sva rekla, pač vsak se odloči in jaz spoštujem vsakega. Jaz si ne morem predstavljati, kako hudo more biti nekomu, ki je toliko let v temu in pol more reči, zdaj pa dovolj, zdaj pa dost. In tudi ta ima največji pogum, ima največjo, še zmeraj ima največje srce na tem svetu in svaka mu čas, da se je lahko odločil za sebe, da je to najboljše, ampak res, kar pozabamo na vse te stvari. Vsi vidimo samo, ena uspešna zgodba, kar vsak ne bo ratalo, ni nujno, da bo ratalo vsakemu. Samo upamo lahko, da rata vsakemu. Samo želimo lahko najboljš vsem in vse, kar jaz lahko rečem, edino to je, da ostaneta skupaj s partnerjem in držta skupaj, ker samo vidva sta pomembna in vidva delata otroka in če vama bo ratalo, bo vama ratalo in takrat je prav, da ta otrok pride, ker sta vidva najbolj povezana, ker sta najbolj razdvojena zaradi samih teh postopkov. Tako da jaz bi samo to rekla, da ostanete povezani in delte na sebi. No. Nika, kako si se spremenila v zadnjih 4 letih? Ful, po moje, malo me je utrdilo, no. Sem dobila trdo kožo in z fizičnega in z psihičnega vidika. Postala sem bolj ranljiva, postala sem bolj trdna, postala sem bolj hvaležna in jaz mislim, da cenim veliko bolj nekatere stvari, ki jih mogoče prej ne bi. Prej nisem, no. Naprimer? To, da lahko postanemo starši, da imamo to možnost, to, da imamo možnost IVF-a v Sloveniji, to, da imamo možnost 6 postopkov v Sloveniji, to, da sem ženska, sem zelo ponosna na to, da sem ženska. Včasih se mi je zdelo grozno, zakaj moram biti jaz ženska, zakaj moram imeti jaz menstruacijo, moškim je to lažje. In se počutim veliko bolj hvaležna za vse, kar sem doživela in tako, no, v kaj me je to naredilo, no, v kaj me je spremenilo. Jaz upam, da tudi marsikdo vidi, da sem se na dobro, no, jaz mislim, da sem se.
mislim, mož pravi, da sem postala veliko bolj mirna, ker včasih sem bila tako zelo eksplozivna, hitro sem nazaj, bom rekla, zasikala. Te ta postopek, mislim, ker jih je toliko in moraš postati potrpežljiv, ker prvi se ne zgodi, drugi se ne zgodi in potem si pač preizkušnji, da sam sebe preizkušaš. Ta postopek te res nauči potrpežljivosti, organiziranosti, da moraš sprejeti vse, kar pride, da ne moreš, kljub temu, da jaz sem imela zelo rada vse popredalčkano, žal, tlele te preseneti nepresenetljivo, ne? Moraš se naučiti, da se ne primerjaš, to mi je bilo zelo težko in da se nisem primerjala, ker smo ljudje nagnjeni k temu, da se non-stop primerjamo. Ta postopek te nauči toliko stvari, ki jih po moje nobena druga stvar ni naučila. No. Kaj od tega boste prenesla v starševstvo, ko boste postala starša? Vse. Popolnoma vse. Ta najmali čudež bo neizmerno ljubljen in veliko časa sva se trudila in veliko sva vložila v to, da bova prišla enkrat do njega in da nama bo uspela družina. Tako da veva, da bova delala na tem celo življenje, da bova lahko najboljša starša, kar sva lahko. To je čudovito. Nika s partnerjem živita in delita tudi na spletu svojo zgodbo. Prej si rekla, ne vem, kdaj se bo končala. Razmišljata, da bosta delila tudi naprej, ko se bo otrok rodil, da bosta delila to zgodbo, ali bo otrok anonimiziran oziroma neprikazan? Veliko sva se pogovarjala o tem že prej, imela sva 3-4 leta časa, da se pogovarjala o teh stvareh. Videla sva že vse predelala, ful sva predelala in kapenih tem. Tudi to in tukaj se tudi oba strinjava. Do neke mere nama ni težava, ampak otrok bo definitivno zaščiten in anonimiziran, torej ne bo prikazan na nobenih socialnih omrežij. Tako sva se odločila tudi zato, ker želiva zaščititi njegovo zasebnost in nama je to zelo pomembno. Pač zelo sva zaščitniška in predolgo sva se matrala, da bi to ogrozila in je to stvar, ki se bo on sam odločil, ko bo odrasel, kaj on želi in to je to. Baby shower bo? Baby shower bo. Je že določen datum. Je že vse določeno, tako da baby shower bo. Ja, definitivno. Tudi gender reveal bo, tako da hočeva vedeti, no, pač kljub temu, da nima dejansko veze, ampak vseeno, hočeva vedeti, če ne druga, kakšne barve bojo oblačila, pa tako. To je čisto normalno, da si pač radoveden v tem času. Ne? Nika, babice in detki, njihov odziv. Tudi oni so čakali z vama. V bistvu so... In trpeli z vama in se veselili in trpeli z nama, V bistvu smo jih malo smo jih na grdo nahecali, ker jaz sem... Problem je, da v IVF-u ni presenečen, oni vsi vejo. Tako, če ti deliš z nekom, bo vedel vse tvoje postopke. In jaz mislim, da zato večina ljudi tudi ne deli teh stvari, ker potem je nek pritisk, te vsi sprašujejo, a že veš, in potem imaš še ti slabo vest. Pri nama je bilo isto, pač seveda so se bali vprašati, ampak so se vprašali, vedeli so, katere datume imava kaj. In sva nakazala, da ni ratalo, nisva sicer povedala, ampak sem rekla, prosim, ne me spraševati, gremo naprej, zato ker sva hotela imeti prvi tisti trenutek zase in počakati seveda tudi do krvnega testa in potrditvenega ultrazvoka, ki je vseeno najbolj pomemben, da res vidiš, da vsaj od začetka, da štima. Tako da takoj po potrditvenem pa sva povedala vsem in je bil šok. Tako, sploh od družine je bil res, ker niso pričakovali, ker so imeli že v glavi, da ni ratalo, da je bil tako velik šok, da so rabili po en dan, da so sploh prišli k sebi. Tako da res so zelo, zelo veseli, komi čakajo. Mama me skozi kliče, da ne smem preveč telovati, da ne smem preveč, sej ne poslušam, kaj dosti, zdaj mi tako po svojem občutku, ampak kaj si jedla danes? Če sem se, tako da je lušno, so res veseli in pripravljeni na to svojo novo vlogo. Govorimo o babici, detkih, pa še prababice, pa pradedek, Koliko sta pa spremenila recimo način življenja v teh letih? Od tega, da pač spremeniš, ne vem, neke prehranjevalne navade, spalne navade, gibanje, ti si bila tudi športnica, tako da to verjetno ni bil problem, gibaš se. Ampak za voljo tega, da bi prej prišel do nekega cilja, koliko enih stvari spremeniš tudi v tvojem vsakodnevnem življenju? Mi dva sva poskusila
v nekih mejah normale. Pa ful sva si prebrala in tukaj lahko reš ali v ekstreme, ali pa ostaneš tam, kjer si, ali pa zbereš neko srednjo pot, kar sva tudi midva naredila. Midva sva načeloma se izognila v samem postopku, sploh ko sva šla do punkcije, ne, ker v punkciji, ne, oni dobijo in spermo in celice in takrat oplodijo te zarodke in takrat sta pomembna pač oba, in partner in jaz. Tako da do takrat sva nekako izločila alkohol, pazila sva, da malo bolj zdravo jeva, ampak govorimo vse o nekih mejah normale. Še zmeraj je... Spije šampanjček, če je jaz sicer sem se res čuvala, da sem alkohol čisto omejila. Partner moram reči, da tudi, ampak še zmeraj, ko je bilo novo leto, je spil šampanjc, ampak res, tiste 2 meseca, ki si v postopku, res, a je tak problem. Tako da to sva res lahko to naredila, malo sva zmanjšala tudi sladkor, gibanje sva itak oba športnika, tako da sva se trudila, ampak oba športnika, ne, moraš vedeti, jaz, ko sem bila v postopku, še zmeraj mi ni lih pašalo toliko telovaditi, mi je bilo ful težko se spraviti, jaz sem se počutila ful utrujeno, ampak sem se potrudila, pač, ker sem vedela, da je to dobro, tudi da se sproščajo endorfini, da se bom boljš počutila, pa veliko sva dala tudi na spanje, to nama ni lih, ko bi rekla, skozi uspevalo, ampak sva se ful trudila, da bi dobila zadostno količino spanja. Pa so zraven še to, ne vem, gretje sedežev, savne, bazeni, to sva vse izključila, telefon sva dala, ne vem, da ga ni imel več v žepu, ne vem, nisva se parfumirala v postopkih, zato ker recimo tudi pri samem prenosu res odsvetujejo kakršnokoli nošenje parfumov in teh dodatnih stvari. Dala sva stran te sveče, ki so dišeče, ki sem jih imela rada, te dišave. Malo sva omila, ampak zdaj jaz nisem šla v neke ekstreme, da če se je, ne vem, enkrat naparfumirala, da sem kar znorela, nisva šla v te stvari in tudi, ne vem, sva šla na pico, sva šla na sladoled, še zmeri sva živela življenje tako, probala sva vsaj si malo narediti, da je še zmeri najino, da ni zdaj res, a ne, v mejah normale. Tako da sva se midva dobro počutila, ker zdaj, če se bom vsemu odrekala in se bom samo slabo počutila, jaz sem se počutila, da mi ne bo naredilo nič dobrega. Tako da midva sva rekla, bova probala tisto, kar lahko, in to sva delala, jaz sem pohodila še na akupunkturo, prehranska dopolnila sva jemala, v mejah normale, ampak spet, katera, to se pa z zdravnikom pol pogovoriš, pa tudi kaj tebi manjka, kaj tebi ustreza. Nekdo itak ima že zadost gibanja, ne rabe še, jaz sem recimo vedela, kaj rabim, nekdo rabe sam sprehode, to moraš sam nekako videti in midva sva delala po občutku. Tako da jaz mislim, da tlele ta notranji občutek je ful pomemben in najbolj je smešno, da jaz sem zanosila v najbolj stresnem, psihično in fizičnem napornem obdobju, ker sem bila res najbolj možno utrujena, najbolj pod stresom, največ dela sem imela na vseh možnih področjih, pa mi je ratalo. Pa ni recepta, no. Ni recepta, ne, žal. Ko govoriš o nekih brazgotinah čustvenih, kaj pa fizične in odnos do telesa, ko si apliciraš injekcije, ko si v ciklu tega, da si jih daješ. Mnoge ženske poročajo o modricah, o tem, da so nosile trenirke z gumicami, ki so bile mehkejše. Je to fizično zelo, zelo naporno in ali vidiš svoje postopke na svojem telesu? Vidim brazgotine, ki so od operacije, to vidim. Telo se celi in pač jaz sem vedno rekla, bom prežvečila vse, bom pregurala vse, me ne briga. Je pa ful težko, ker takrat res, imaš modrice, trebuh je napihnen, zdaj vam bom povedala nekaj, kar vam bo mogoče obrnilo želodec, ampak ti si ful pod stresom, ti imaš vsak dan te injekcije, da delaš ob določenih urah in jaz sem imela en večer, ko sem stisnila injekcijo, se je zataknila. Pač, se pravi, ko sem si jo dala v trebuh, ni, v bistvu je ful počasi, ponavadi si sam stisnil, ful počasi je teklo, a ne? In se je zataknilo. In jaz imam zdaj injekcijo noter, sedim na školjki, kaj naj jaz zdaj naredim? Ja, kaj naj jaz zdaj naredim? 9 ura zvečer, Žiga živčen, Švica, kaj zdaj? Jaz stojim tam, kaj naj jaz zdaj naredim? Meni gre na jok. Kaj zdaj? Nobenega nimam za poklicati, nobenega ne moram vprašati, kaj naj jaz naredim. Jaz dam injekcijo ven, pritisnem, ja pa se šprica, okej, sej bo. Dam spet novo zabodam, v drugo luknjo, mislim, v drugo stran. Jaz sem se zbodla ene 15 krat, da je šlo tisto noter. Da ne boste mislili, to so samo injekcije.
pa to je narobe, jaz verjetno nisem delala prav, ampak jaz sem zapaničarila, jaz nisem vedela, kaj narediti, Žiga ni vedel, kaj narediti. Mi dva pač delala sva to že 3 leta, ampak prvič se mi je zgodilo, da se je injekcija zablokirala. In jaz sem vedela, da si jo moram dati noter, ker če ne, folikli ne bojo rasli. Pol sem vprašala sestro, pa je rekla, joj, tu če ne bi dala, bi bilo okej. Ampak to se je meni zgodilo ob 10 zvečer, kaj naj jaz naredim? In pridejo tu taki momenti, ker te ne briga, če se boš 10-krat zbodil. Ali če si zabiješ s kladivom ali tako, steno. tako. Pa sem naredila narobe, da ne bo kdo prosim ponavljati za mano, ampak hočem povedati, sem človek, delam napake, zapaničarim in sem se jokala na WC-ju, ker nisem vedela, kaj naj naredim. In sem rekla, zdaj sem zafrkala vse, zdaj sem zafrkala cel postopek. Pač smo ljudje, se dogaja. Tudi meni se zdi to taka velika odgovornost, da ti to delaš doma, sam, skozi, da ti tebi Pa jaz sem res znala, ker vsi so mi rekli, joj, kako ti, zakaj ti ni partner, po enim je lažje, da jim partner, ne, joj, meni je bilo lažje, da si sama, ker sem čutila, sem si naredila gubo in ker si narediš trdno gubo, si daš noter in je kula, ne. Jaz sem se res pol navadila, sicer ene injekcije so malo bolj debelejše kot druge in potem tiste ta debelejše so malo težje. Tudi morate vedeti, da mene je recimo ne vem kako je z drugim, ampak mene je bolelo, ker sem si dala tekočino noter, kot da bi čutil nek strup, kateri je noter. Tako sem se jaz počutila. Tako, ni bilo sam... Kaj tak mrzo občutek, ali kakšen? Mrzo pa boleč. Včasih prav bolelo me je. Ja, ker te cepijo ali pa kaj. Jaz sem se tako počutila. Zdaj, verjetno je različno por komorkoli, ampak jaz sem se tako počutila. In pridejo taki momenti, ko pač pride nekaj nepričakovanega in ne veš, kaj narediti. In se počutiš, kot da si najbolj neumna oseba na tem planetu in si zafrknil še en postopek in partner je zraven nemočen, ne ve, kaj narediti, a bo on zdaj, a bom jaz, a kaj bova naredila. V glavnem, tudi to je. Pač ogromno odgovornost in teža na ženski in na preopraševanju, kje sem, ali sem jaz zafrknila, ali bom s tem vplivala na vas izid. Vse te datume, ure, vse to imeti, vse skozi moraš imeti, vse to v tem koledarju, da slučajno nekakšne ure zamudiš, ne? Ker je to vse, mislim, ker moraš točno to delati, ne? Ogromno informacij. Tudi recimo jaz vedno pravim, ko me sprašujejo punce na socialnih omrežjih, kaj to, jaz vedno rečem, dajte vprašati 2-krat. Zato, ker jaz tudi od začetka nisem se hotela počutiti, nisem hotela izpasti neumno, pa nisem vprašala in nisem pol vedela. In sem prišla domov in nisem vedela in sem brala tam, se vedno dobiš pol še navodila, ampak bereš si se navodila, kot da bi dekodiral ne vem kaj in si cel živčana, ne. Tako da dajte vprašati, imate vedno možnost zdravniško osebe, da vam pove, zdravniki, medicinske sestre. Če niste sigurni, dajte poklicati. Jaz sem vedno potem rajš poklicala, da sem bila zihar. In jaz sem si res vse, ko bi rekla, morala sem si pisati, ker to je bilo tako, pred punkcijo, ob taki uri si vzel to, nisi smel več jesti, zjutraj samo, ne vem, ta tableta s požirkom vode, nič hrane, nič pijače, da si prišel tešč, za prenos si mogel priti z malo bolj polnim mehurjem. Enkrat prazen mehur, enkrat poln mehur, enkrat si mogel pritak, enkrat si mogel med to, po si mogel iti po te tablete, pol te tablete, pa ta ultrazvok, po si, ne vem, si imel ultrazvok, pa so govorili velikosti, pa si štev, koliko jih imaš, ne, pa si bil živčen, je to zdaj dobro, je slabo. Tako, ogromno enih stvari, mi nimamo zdravstvene izobrazbe, mi pač ne poznamo teh postopkov, tako da je popolnoma normalno, da se počutiš izgubljeno, samo je popolnoma normalno, ampak dejte vprašati, če ste v teh postopkih, dejte vprašati, ker vedno vam bojo povedali. In jaz sem vedno rekla, dejte mi povedati po domače. Jaz sem vedno tako rekla, tako da bom razumela, dejte mi po domače. In tudi zdaj, ko govorim, jaz povem po domače. Sej prav, da se razume pač. Ja, tako. Nika, zdaj si v veselem pričakovanju praviš, nič ni te tesnobe, nič ni neka zdrava mera zaskrbljenosti, verjetno glede na vse postopke, ki si jih dala čez. Je še kaj, ne vem, strahu prisotnega? Ne. Prav nič. Od začetka do zdaj nič. Mislim, bila sem dan pred nuhalno, sem rekla Žigcu, a si kaj pomislil na nuhalno? Ja, jutri jo imava, sem rekla, in a si kaj razmišljal, če bo kaj rekel? Ne, se ne bo nič. Pa rekel, a tebe kaj? Matra, sakamo, ne vem. Ne. In to je to. To je bil edini pogovor, ki sva ga imela. Sva prišla, bolj ko ne, sva sam gledala tisto slikico, ki se premika
In ona je lepo povedala svoje, rekla, da vse štima in to je to. In vedela sem, da bo tako. In vem, da bo tudi zdaj, ko bova delala genetske teste, seveda ga bova delala, ker hočeva biti tudi tako mirna v nosečnosti, tako da to naj zdaj čaka, da bova tudi spol zvedla. Ampak veva, da bo vse v redu. Ja. Pač vem, da bo vse v redu. Spet pa, karkoli pride, nikoli ne moreš vedeti in karkoli bova pol rešavala. To je to. Jaz ne mislim kvariti svoje nosečnosti z kakršnimi koli slabimi mislimi in vleči na sebe neko slabo energijo, ker karkoli bom takrat reševala. Seveda. Nika Mori, najlepša hvala za tale pogovor. Na trenutke tudi ganljiv, tudi z malce orošenimi očmi, ampak to je le življenje in hvala, ker si del svojega življenja delila tudi z nami v šali za starše. Morda za konec samo še vprašanje. Prej si rekla, katere stvari nikoli ne smeš reči oziroma sporočiti človeku, ki je v postopkih. Kaj so pa tiste bodrilne besede, ki nekomu pomagajo, ki bi tebi pomagale oziroma ki so tebi pomagale, ko si bila v najhujših trenutkih? Jaz bi vsakemu rekla, da če v tistem momentu ne veš, kaj reči, rajši ne reči nič. Če si zadost blizu s to osebo, objem pomaga tudi kak naključni klic, a greva na sprehod, sem ti prinesla juhco, sem ti pustila pred vrati, to pa to, boš imela za kosilo. Če je nekdo, ki mogoče, ne vem, ni toliko blizu, je pa tudi ok, če rečeš bravo, svaka čas za borbo, ne morem si misliti, kako težko vama je in to je to, ne rabaš nič drugega. Manj je več. Nika Mori, hvala za super pogovor in pa srečno, veselem pričakovanju. Ja, hvala in upam, da se še kdaj srečamo. Zelo, zelo prijeten pogovor je bil z vama in zelo sta prijazni, srčni punci, ki sem zelo vesela, da sem vas poznala. No. Res, hvala ti, hvala enako in sporoči nama. No. Ja, bom. Ker mi dve sta tudi radovedni. Bom. To je bila še ena šala za starše. Hvala, ker ste z nama, ker ste z nami. Priporočite še komu, naročite se in nas poiščite na Instagramu, tam smo Sala za starše.